ko bom mojima sinovoma povedal, s kakšnim avtomobilom se grem zdaj voziti, bom seveda spet najboljši oče na svetu. Namreč vozil se bom z avtomobilom, ki gre hitreje kot pa tisti Bugatti, ki je bil prvi čez 400 km/h. Vozil se bom tudi z avtomobilom, ki gre hitreje kot pa tisti električni Rimac, se pravi prvi električni avto, ki je šel čez 400 km. Namreč Yangwang U9 gre namreč 496,22 km/h. Gremo preizkusiti občutke. Ta avtomobil ima 4 elektromotorje. Niso nameščeni v kolesa, ampak je pa vsak elektromotor namenjen enemu kolesu. Skupna sistemska moč pa je 960 kW in zdaj, če vam povem o tistih bolj razumljivih enotah, 1306 konjskih moči. Pospešek do 100 km/h je 2,36. No, kako sem se pa vozil po tej vožnji, seveda mi je danes dež pokvaril tiste prave občutke, je pa dejstvo, da je avtomobil vendarle impresivno pospešil. No, ena stvar me je pravzaprav malce presenetila. Čeprav je to en tak super športnik, pa vendarle notri dobiš tisto klasično udobje. Ta avtomobil ni tako zelo ekstremen. Da ni ekstremen, je razlog tudi to, da ta avtomobil ni tista ekstremna verzija, ampak je samo civilna verzija, ki gre samo slabih 400 km/h. No, jaz sem s tem avtomobilom dosegel komaj 155, 160, mislim, da je nekje vmes ena parka pokazala, seveda v takem dežju, pa se nisem mogel bistveno več privoščiti, ampak eno kritiko bi pa vseeno imel. Namreč tukaj notri, glede na to, da je to športen avtomobil, bi si jaz včasih želel, da ne bi imel toliko teh displejev, ampak da bi imel tista prava fizična stikala, bolj ko bi dirkaško izgledala, bolj bi bil srečen. Ampak seveda, to je pa moje osebno mnenje. In zdaj vprašanje pa je, zakaj Kitajci dejansko potrebujejo take sorte avtomobil? No, seveda zato, da pokažejo svojo superiornost, da pokažejo Evropi, pa tudi da pokažejo Bližnjemu vzhodu, da so tisti, ki zmorejo dosegati rekorde. In zdaj z rekordom in pa Bližnjim vzhodom je pa povezan tudi naslednji avtomobil, ki si ga bomo zdaj pogledali. Ta je šel ekspresno hitro, rekordno hitro v klanec. Ko že omenjam Bližnji vzhod, no bogati Arabci imajo tam redno gorsko-hitrostne dirke na kak bližnji peščeni kucelj. In tam ponavadi v hrib rinejo močno navite terenske specialke iz vrst bencinsko gnanih Toyota Land Cruiser in Nissan Patrol. Bivedijeva ideja pa je dokazati premoč novih energij. Avtomobil, ki je šel ekspresno hitro v klanec, ima prav tako 4 elektromotorje, ampak poleg teh elektromotorjev ima še en bencinski turbomotor. Torej ima skupno 5 motorjev. Seveda je povsem legitimno vprašanje, pa zakaj bi sploh potrebovali toliko moči in toliko navora. In seveda en možen odgovor je tudi voda. In kot da danes ne bi bilo vode že dovolj, imamo tukaj še bazen. Tej tehnologiji se reče emergency assist, se pravi varnostna funkcija je to. Seveda se moramo vprašati, zakaj je to asistenčni sistem. No, pri BYD pravijo, da ta asistenca prije prav takrat, kadar pridemo do kakšnih poplav. Takrat se s tem avtomobilom seveda lahko vozimo. Ni tukaj namen, da bomo se s tem avtomobilom izognili plačilu trajekta. Seveda je povsem iluzorno pričakovati, da bomo kdajkoli videli reakcijo Srečka Šestana, ko bi mu povedali, da takšnega luksuznega terenca za 150 000 evrov potrebujemo zaradi poplav v Sloveniji. Naj pa dodam, da avto vključi funkcijo plavanja samodejno, čim zaradi vode izgubi tla pod nogami. Pa pustimo zdaj, da voda odteče in poglejmo, kaj ta luksuzni terenec zmore na bolj običajnem, blatnem terenskem poligonu.
No, pokazal sem vam, kako močno je včeraj deževalo in glede na to, da smo imeli danes na sporedu terensko vožnjo, je zdaj vam že povsem jasno, da je bilo to zelo, zelo zabavno. Pravzaprav je bil to najlepši del poklica, pa ne samo za nas novinarje, ampak tudi za terenske inštruktorje. Meni se zdi, da Kitajci niso imeli v mislih, da bodo moji novinarski kolegi tako resno vzeli priganjanje fotografov, naj pohodijo plin, da bo blato frčalo po zraku in bodo fotografije bolj atraktivne. No, na koncu se je zgodilo celo, da so poleg blata po zraku poleteli tudi sami luksuzni Yangwangi. In kot da to ne bi bilo dovolj, so nam na sosednjem poligonu BYD-jevi terenski inštruktori podarili tudi izkušnjo relija s terenci. In tako smo tisti dan nepričakovano dobili tudi demonstracijo kakovosti teh BYD-jevih terenskih vozil. Avti namreč niso utrpeli prav nobene škode, niti kakšnega škripanja niso kazali. Naj pa na tem mestu pokažem še eno funkcijo, ki lahko pride prav, še posebej na terenu. Zato, ker na terenu gume že tako ali tako drsijo. Če pa nam za gume ni mar, lahko to funkcijo uporabimo tudi na asfaltu. Je pa res, da jaz osebno predlagam, da se raje naučite manualno bočno parkirati. BYD-jevo premijsko znamko Denza in luksuzno znamko Yangwang bomo v Slovenijo dobili v roku 1 leta. Najprej Denzo, ki jo vozi tudi Daniel Craig, in ne mislite, da se je James Bond dobro prodal za kitajski denar, tako z Denza 7 GT kot Yangwang 8 sta me navdušila z evropskimi voznimi lastnosti. Kitajci nas torej močno poslušajo. No, Craigova Denza bo v Slovenijo prišla tudi z eno funkcijo, ki pa je žal v Sloveniji ne bomo mogli še kar nekaj časa uporabiti. Pa pri tem avto ni prav nič kriv. Ta teden sem v praksi tudi videl, kaj pomeni hitro polnjenje. Pa če spomnim, da še lansko leto na šanghajskem salonu so z Lukatom poročala o megavatnem polnjenju za osebne avtomobile. No, zdaj je ta številka šla še bolj gor, zato ker predsednica BYD-ja, gospa Stella Li, zelo odločna gospa, je svojim podrejenim povedala: naredite mi avto, ki ga bom lahko napolnila v komaj 5 minutah. No, to so zdaj naredili v praksi. Avtomobil se od 10 do 70% napolni v 5 minutah, od 10 do 100 se napolni v 9 minutah. Če pa je slučajno takšen mraz, kot nam ga demonstrirajo tukaj, gre za minus 32 stopinj Celzija, pa se takšna baterija od 10% napolni v komaj 12 minutah. Ampak vseeno, vse to hitro polnjenje sploh ni najbolj zanimiva zadeva pri tem tako imenovanem flash chargingu. Well, now the battery is to help to go to any place you have a 100 kilowatt power. Then you can use battery to power this one to 1 megawatt to 1.5 megawatt. So this is very important. Our flash charging did not adding any burden to the grid. Actually, we help the grid to improve the efficiency for the distribution. But you are using the old batteries in that storage. Now we're using the new battery, but in the future, we can use the battery retired from the car into the battery storage for the company and the battery storage in this parking lot or battery storage for the utility side. Yeah. That's what I'm pointing about, because recycling of the battery and recycling of the car is a big story. Exactly. So BYD has all the supply chain. So first with the iron phosphate battery, we can use the battery can really work for 30 years. Then after that, you can be the battery storage. And then after that, we do the recycling. You can get the lithium from this used battery. So we estimate in the future, more than 30% of the lithium come from the recycling. BYD has all capability in-house to do that. When is this future coming? Oh, it's already. Just we didn't have market because our battery is still live, still working. Yeah, okay. Na salonu so se z Luko pogovarjali tudi o dejanski vlogi Luke Koper, pa o zračni vreči, ki spečega potnika objame, o atraktivnem malem terencu iCar in pogovarjali so se tudi o novih enoprostorcih, ki se že kmalu obetajo v Evropi.
Pogovore vam ponudiva v prihodnji avtomobilnosti, a že zdaj vam poveva, da je skupni imenovalec vseh teh klepetov, da se Kitajska prilagaja Evropi. Kitajske znamke svoje novodobne ideje mešajo s tem, kar smo v Evropi navajeni in kar imamo radi že desetletja. Vzorčen primer je recimo novi Zeekrjev konceptni kupe, oziroma še bolj Spider BYD-jeve znamke Denza. In prav znamka Denza, ki je tukaj za nama na razstavnem prostoru, dobro odraža stanje v današnjem avtomobilizmu. Danes namreč ugotavljamo, da imajo Kitajci pravzaprav radi enake stvari, kot jih imamo radi mi, oziroma ki jih imajo radi po vsem svetu. In po vsem svetu imamo radi James Bonda. In prav James Bond je zvezda tega razstavnega prostora, seveda zato, ker je njihov ambasador postal. Povsod je njegov obraz, vidim tukaj. Je pa res, da je zvezda tudi zaradi tega, ker je ta avtomobil dejansko tisto, kar smo nekoč videli pri Ferrariju, pri Aston Martinu, pri Jaguarju. In vsi ti avtomobili so bili tudi tukaj na razstavnem prostoru prikazani, se pravi, Denza s tem na nek način sporoča, kam paše, kjer v ligo paše. Ne? Me je pa zelo navdušilo pravzaprav tudi to, da sem tak poklon evropskemu avtomobilizmu doživel tudi tam na Mercedesovem razstavnem prostoru. Tam je pa nostalgija doma, verjetno pri Mercedesu. Tam je pa polnoma nostalgija in letos seveda, glede na to, da letos praznujemo 140-letnico prvega avtomobila, se pravi prvega tudi Mercedesa, ne? No, ampak tam sem si vzel nekaj časa in sem gledal reakcije ljudi, kako so gledali tistega prvega Bertinega Benza, predvsem pa sploh pri tistem legendarnem Gullwingu. Seveda mi je avtomobil všeč kot Evropejcu, sploh ne, ni nobeno presenečenje to, ampak všeč je bil tudi vsem tistim Kitajcem. Tam sem v tistih parih minutah sem videl toliko fotografij, da je bilo to res lepo videti. No, tudi Kitajci cenijo tradicijo in radi imajo letnice, ki sežejo daleč nazaj, čeprav njihove znamke veljajo bolj za tiste moderne, res popolnoma novodobne znamke. Veš, kaj me pa sploh še zelo zanimivo, kako pa dodajo dodano vrednost Kitajci tem svojim avtomobilom. Namreč, primer je prav ta Denza tukaj spodaj. Namreč to je avtomobil, ki je seveda električen, zelo napreden električen avtomobil, ampak je pa tudi vozniško zelo napreden. Namreč avtomobil pregleda, točno ve, kako bo šel dejansko ovinek in že vnaprej preko umetne inteligence določi nadzor, vzmetenja, krmiljenja. Tako da jaz pričakujem, da bo ta avtomobil tudi hitrejši. Torej, to je pa asistenčni sistem za nas, ki želimo voziti hitro, pa verjetno tudi za kitajske voznike, ki tukaj na Kitajskem vozijo izključno v ravni liniji. In vsak najmanjši ovinek jim predstavlja težavo. Ja. No, ampak kakorkoli, vidimo počasi. A ja, še eno stvar pa moram dodati v tej oddaji. Tipke sem videl v tem avtomobilu. Mislim, da je, kakor sem slišal, je konec te dobe, da bodo vsi kitajski avtomobili imeli samo zaslone. Verjetno ima tukaj Euro NCAP kaj zapovedati. Jaz bi rekel, da ja. No, tako da... Upam pa, da spet pridemo do tega, da Kitajci nas poslušajo, oziroma to je nekaj, kar smo si želeli in vidimo, da nas poslušajo, ker nam tukaj na Kitajskem takoj po kakšnem kratkem testu avtomobila porinejo v roke en kos papirja, kjer moramo oceniti, ali je ta avto pravi ali gre v napačno smer.